Drugi del bo še boljš, je še boljš. Najbolj scary placi na zemlji. Moram se prav pripraviti, da bolj na easy počas scary govorim, ker drugače vse preveč nahajpano in vas ni nad strah. Že v prejšnjem modelu sem rekla, da sem excited, ker govorimo o takih scary placih, tako kot sem takrat za Aokigahara ali pa Poveglia Island, pa take scary lokacije. In zdaj smo najdeli tako enega podobnega Aokigahari. Aokigahara je gozd samomorov in je scary as fuck. Zdaj smo pa najdeli še enega. Gozd Hoja Baciu, če sem prav povedala, v Romuniji je. Je še mečkrat tako mix za Area 51 ali pa Skinwalker Ranch, zaradi tega, ker se je vse tam začelo, zato ker je nekdo s kamero posnel NLP, ki se je izpustil v ta gozd. Problem pri tem gozdu je to, da če greš not, se zelo hitro zgubiš, nikoli človek sploh ne pride ven ali pa dobi izpuščaje, morata slabo in ima občutke tesnobe, torej anksiozo. Ljudje, ki tam živijo, pravijo, da se jim zdi, da bi lahko šlo za nek portal v drugi svet. Tako kot smo govorili o štengah v gozdu, ki so pa kar portal nekam drugam. Ali pa tako kot Skinwalker Ranch, ki tudi si mislijo, da je v bistvu portal z drugim svetom. Tako kot Hawkins v Stranger Things. Dejansko ima ta gozd tudi drugo ime, in sicer Bermudski trikotnik Transilvanije. Bermudski trikotnik ni važno, ali je na nebu, ali je v vodi, ali je v gozdu, vedno pomeni, da stvari in ljudje izginjajo oziroma se čudno locirajo, ker tako dobiš tam, najdeš nekje drugje. Vse se je pa začelo že zelo dolgo nazaj, ker je izginil takrat pastir in skupaj z njemu 200 ovc. Zdaj si pa predstavljate, kam bi šlo, ne vem, 200 ovc, tako če umrejo, bi jih nekdo najdel in zavohal in bi smrdel, pa bi nekje drugje ven prišle. V glavnem ne moreš 200 ovc kratko zgubiti, če že enega pastirja zgubiš, a štekaš. Ali pa saj ostanki, pol, kostnaki, kosti, karkoli, v glavnem zginali je. Še ena scary stvar na tem gozdu je to, da so drevesa res čudno ukrivljene in velikokrat so drevesa čudno ukrivljena, pač veter nekako svoje naredi. Tukaj pa ni dobre razlage, samo res čudno rastejo. Ena legenda govori, da so te portali zastraženi s strani podložnikov, ki so včasih živeli in zdaj pazijo te portale. Kot duhovi, valjda. Na drugem mestu je tisti, ki bom ga verjetno dala na thumbnail, zaradi tega, ker zgleda čisto fucked up. To je cerkev Svetega Jurija na Češkem, vam bom dala na zemljevidu, če jo najdem. Da ni tako daleč od nas, prvo kot prvo. In ja, te beli duhovi not, ki sedijo s sklonjenimi glavami, z rjuhami na sebi, ali karkoli že to je, scary je, so kipi / lutke. Ampak zakaj? To ni nastalo zato, ker nekdo se spomnil, ampak zaradi tega, ker so dejansko bili prepričani, da ta cerkev straši in so jo nehali sploh uporabljati, ker so bili ziher, da straši. Ta cerkev je bila zgrajena v 14. stoletju, 1452 leta. Tako nekih 250 km še preč od Prage. Torej, tekom stoletij so to stavbo večkrat skoraj čist uničili požari. Potem je bila pa pogrebna slovesnost, pazite, prav pogrebna slovesnost je bila 1968 leta in je pač en župnik to pogrebno slovesnost držal in se je takrat ko random streha od cerkve zrušila na tega duhovnika in ga ubila. Po tem dogodku je potem, kot sem rekla, kongregacija ratla prepričana, da je s to cerkvijo nekaj hodilo narobe in se je zaprl za javnost. Potem je bila ta cerkev totalna žrtev ropanja, vandalizma, tako da očitno se v njih so ropali, ni nič takega zgodilo ali pa nimamo podatkov. Potem se je pa 2012 leta vse spremenil na boljš, ko jo je pač en študent vzel v roke. Iz univerze West Bohemia je pač dobil idejo, kako nazaj obiskovalce privabiti, saj na en način je noter dal te lutke, ne? Zdaj valjda folk tja hodi zaradi tega, da se vmes slika, da kaj scary posname, pa v vsakem primeru scary in zgodovina in to, kaj je zdaj iz tega nastalo. Odprta je vsako soboto popoldne neki ur teh lutk noter. No, je pa 30. Potem imamo pa Gunnover na Islandiji. Islandija je res lepa, mislim. Če imate občutek, da zgleda tako nezemeljsko lepo, ima tudi tole nezemeljsko mesto in zgodbo. Gunnover naj bi bil največji geotermalen blaten bazen na Islandiji. Zdaj ne vem, a je kdo tam bil, a je to obiskana stvar ali ne, nisem ziher. Gunnover pa izvira iz imena Guna, to je pa žensko ime in tudi iz njene legende izvira. Ona naj bi živela na tem območju, ki se mu reče Reykjanes, pred približno 400 leti. Njena zgodba je ful žalostna, ker je umrla od lakote, ampak je potem kot duh, kot poltergeist se je vrnila jezna, da se bi maščevala njenima varovancema, ki konec koncev za njo nista skrbela in ni dobila za jesti. Takrat so dejansko lokalci potem začutili, kaj se dogaja, pač duh je bil, scary stvari so se dogajali in so dejansko poklicali duhovnika, da se pač jim pomaga losati tega zla. In potem naj bi ta duhovnik Guno to žensko vrgel, termalni vrelc, ki je pač vrel. Torej, dejansko je to blato je vrelo in
Ona je bila noter. In zdaj velja pri tem vrecu, kakor je lep ta legenda, da Guna še vedno tam straši. Tako da če upaš pejt, izvoli kar. Zdaj no scrollam, pa smo najdel še en full freaking scary place na zemlji. Tam maybe zmaga. In sicer Jim Beam spletna trgovina. No, ampak čisto majčkeno je res scary, koliko imajo vsega tam, tako da če si športnik, sploh v gym hodiš, boš tam najdel vse na enem mestu. Tako od uteži do prehranskih dopolnil, do vseh vrst proteinov, do vseh dodatkov, ki jih rabiš, zdrave hrane, do zdravih dodatkov za hrano. Čisto vse, najbolj scary pa to, da imaš vedno kodo Alenka 5% popust. Gremo dalje. Zdaj smo pa še en grad, na Irskem. Evo, to bom še kdaj šla, mogoče kaj grem pogledat, mogoče ne, ker tam pa res bed zgodovino, oziroma jo primerjajo zgodovino rdeče poroke v Game of Thrones. A je, Red Wedding ali kaj, tista, ki so vsi pomrli. Torej, gre za grad Lip na Irskem. Že to, zgrajen je bil nekje med 13. in 15. stoletjem. Meni je malo scary, da ne veš, kot 20 stoletja gor dol, kdaj je bil zgrajen. Je pa doživel tako rekordno število grozljivih smrti. Rečeno je, da je bila takrat full bitka za oblast med klanom O'Carroll. Ta O'Carroll ne bi bil znan po temu, da je full rad zastrupljal goste na večerjah. Ne vem, če je bil znan po tem, zakaj je kdorkoli prišel na večerjo, pa da ok, not my circus, not my monkeys. Po večerji je en brat zabodel svojega brata, ki je bil pa duhovnik, ko je imel mašni obred. To se je zgodilo v grajski kapeli in zdaj se tista kapela dejansko imenuje Krvava kapela. Jej. In ta duhovnik ne bi zdaj strašil po tej cerkvi. Ampak to še niti približno ni vse. Najslabši del se je zgodil leta 1900, ko so ves ta poslopje obnavljali. In v tej isti krvavi kapeli, ki ima že tako obupno zgodovino, so našli eno ječo z ogromno trupli. To so bile zdaj obvisli okostnjaki, ampak teh okostnjakov je bilo toliko, da so jih mogli takrat odpeljati s 3 vozovi, pač samo kosti. Ta ječa je bila včasih narejena na tak način, da so zapornike samo not porinali, ko je pač nekdo bil nečesa obtožen, ampak ko so padli, niso padli na tla, ampak so padli na kole špičaste in so pač tam počasi umirali, ker ta smrt je obupna, zaradi tega, ker ti ponavadi pljuča prebode in potem ne umreš hitro in umiraš počasi. Pa še pa je bila toliko nizka, da so jih unijo do zgor še vedno dosegali in so jih lahko še naknadno mučali. Skratka, tudi ta video je že pri koncu, te dva sta majčkeno krajša in se tudi zaključuje ta serija najbolj scary placeov, razen če boste hoteli še. Tale difuzorček je zdajle tudi znižen, skoraj definitivno, tako da dol imate link v opisu. To je pa več ali manj to za danes, hrbet me boli. Dragi moji pridni bote, upam, da že kaj na morje hodite, skoraj bo že konc. Vzga leta, tisti mlajši, ki me spremljate, verjetno ste happy as hell. Jaz se pa zdaj poslavljam, ker mi je že vroče po tem reflektorji. Pridni bote, radi se imejte, Ellen, mama, out, čau, bye.